Oddajam sobo, stanovanje, hišo, garažo v najem. Če kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, oddajate svoje premoženje, sobo, stanovanje, hišo, opremo, v najem drugi fizični osebi ali tuji pravni osebi, morate finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem poslovnemu subjektu s sedežem v Republiki Sloveniji, fizični osebi, ki opravlja dejavnost, oziroma plačniku davka, potem izračun in plačilo dohodnine opravi plačnik davka, izplačevalec dohodka, vam pa kot najemodajalcu ni potrebno oddajati napovedi. Davčni organ na podlagi vložene napovedi do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto izda odmerno odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v najem. Odmera davka. Dohodnina se izračuna in plača od davčne osnove, ki je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% od doseženega dohodka po 25% stopnji. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi računi, ki jih priloži napovedi. Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se šteje za dokončen davek in se ne všteva v letno dohodninsko osnovo. Če dohodnino izračuna in plača plačnik davka, izplačevalec dohodka, lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške od dohodka iz oddajanja premoženja v najem z zahtevkom. Zahtevek vloži davčni zavezanec do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. Kako oddam napoved? Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko preko sistema e-davki kot lastni dokument NFLD. Po 1. februarju 2019 pa tudi neposredno preko elektronskega obrazca brez digitalnega potrdila. Registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla ali z digitalnim potrdilom. Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na generalni in posebni finančni urad. Pomni, zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje z globo v višini od 250 do 400 evrov. Zavezanca, ki v napovedi navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko davčni organ kaznuje z globo od 400 do 5000 evrov. Poleg globe davčni organ zavezancu v obeh primerih obračuna tudi dodatno davčno obveznost. Ali ste vedeli? Med premoženje poleg stanovanj, hiš in zemljišč spadajo tudi bivalniki, prevozna sredstva in tako dalje. V primeru večjih stroškov, povezanih z nepremičnino, na primer adaptacija, velika vzdrževalna dela, ki predstavljajo več kot 10% vašega dohodka od najemnine, lahko davčno osnovo z uveljavljanjem dejanskih stroškov zmanjšate tudi za več kot 10%.